Nahajamo se v Logarski dolini, najlepši ledeniški dolini v celotni alpski verigi. Pravzaprav se nahajamo nad njo. Ko je pred 2 letoma praktično do tal pogorel dom na Okrešlju, je bil to šok ne samo za planinsko društvo Celje Matica, ampak za številne planince, saj velja Okrešelj za izjemno priljubljeno planinsko točko. Danes prav na tem prostoru že nastaja moderna, sodobna, ekološko varčna planinska koča. Ta bo zadostila vsem novodobnim smernicam in trendom gradnje v Alpah. Novi dom bo nekaj posebnega in to je en od glavnih razlogov, zakaj smo danes tudi mi tukaj. Podjetje Richter hiše ga namreč postavlja v leseni izvedbi. Objekt, ki se gradi, ki ga vidite tudi za nami, ki raste, je grajen skeletne lesene konstrukcije. Se pravi, osnovni material je les, se pravi volna in naravni materiali, izveden v pasivni izvedbi, tako da skoraj nič energijski. Fasada bo, večina objekta bo leseni fasadi, ki bo sovpadal z izvedbo, lokalno izvedbo, se pravi leseno, tako kot je tudi na Solčavskem. En del pa je klasična metana fasada. Kot ste že sami omenili, smo se prilagodili na prevoze s helikopterjem, tako kot ste že omenili, se pravi vse, komplet material je pri nas pripravljen v delavnici, vsi elementi, ki so nato kos po kos prepeljani na gradbišče. Nov planinski dom pa ni podvig le za izvajalce. Prav poseben izziv je bil tudi obema arhitektoma. Navdih je v bistvu bil sam prostor, tiste lokacije, tega pač osebno poznam že od otroštva. Ko smo prejeli neko projektno nalogo od društva, kaj si gor želijo, je bilo izrecno zapisano, da mora biti koča v gabaritih obstoječega objekta. Tako da na koncu nam je predstavljalo še samo to, da je treba koči dati novo smiselno funkcijo, izkoristiti dan prostor, pa zasnovati v neki moderni podobi. Smo hoteli obdržati to nekoliko dolinskost, ker je le na pragu in visokogorja in še vedno tega dolinskega sveta in združiti vse to v nek tak dvojni svet, ki zadržuje to mehkobo iz doline in to visokogorje iz hribov. In kaj ima je predstavljalo največji izziv? Okrešelj je imel vse skozi tako čudovito teraso in to teraso smo hoteli obdržati oziroma jo podaljšati v sam ambient, spode v jedilnico in zgoraj gor na balkon. In to pa mislim, da je super uspeh. Izziv je pa vsekakor logistika. Drugo je tudi statična zahtevnost objekta, ki ga sama lokacija zahteva, snežne in vetrovne obremenitve in sama organizacija gradbišča. Mislim, v našem okolju, če gledamo slovenskem, bo sigurno je to neka posebna referenca, ki jo ni možno vsak dan dobiti niti graditi. To so edinstveni projekti, na katerega smo zelo ponosni in seveda, da smo tudi domačini bili izbrani, da nam zaupajo izdelavo takšnega projekta. Končan objekt bo vsekakor izjemen v več pogledih. In na kaj sta najbolj ponosna arhitekta? Nikoli v življenju še nisem prišel na gradbišče, da bi rekel, wow, ratal je, te pravi gabariti so. Da se ves ta naklon in vse, v katerega smo tudi imeli največ zagovora, pa največ usklajevanj, da se je zdaj potrdil, da ker smo verjeli v to, ampak zdaj se je potrdil v naravi sami, da špila in da paše tja noter.